Quid agis, prudenter agas et respice finem. Karkoli delaš, delaj preudarno in z mislijo na konec. Ta latinski pregovor nazorno črta 10-letnico delovanja Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška na Zolajevi 12. Zdaj vam kanim predstaviti to zgodovinsko epopejo skozi svoje oči. Sicer res le skozi en šolski dan, vendar ima dan 86.400 sekund, kar pa niti ni tako malo. Škof zarukani, kaj nisi ti škofijske? Odkot me te poznam? Bed, samo še 316 sekund do 1. ure. Treba bo požuriti. Takrat me je prešinilo. Pozabil sem na duhovno misel. Jan, kaj pa duhovna misel? Gotovo ta duhovna misel da marsikateremu otroku za tisti dan mogoče vsaj malo spodbudo, da drugače dela in živi. Vlečem črte do vseh zelenih in Brez dvoma so Slomškove besede nekaj nadčasovnega, ki je bil tako blizu slovenskemu človeku, posebej še slovenskemu mlademu človeku. Dobro je vedel, da delo z mladino pomeni delo za prihodnost naroda. pustim, da izberete sami, na kak način. Nepozabne spominja 10-letnica Škofijske gimnazije, ki smo jo obhajali na Vrbanski 30 prav lansko leto za Slomškovo nedeljo, ko sem videl odziv ljudstva in tudi duhovnikov na to veliko ustanovo. Zaključki za danes, imaš še kako vprašanje? Ja, sem nekaj vprašal. Kaj se bo šola kdaj selila? Nekaj to veverica, Monja, mi viš? Sva profesor. Zaspal sem, a šola teh 10 let nikakor ni spala. Vse premike, ki so se zgodili, bom le stežka zaobjel v tem dokumentarcu. Ja, začetki so zanimivi. Naši dijaki so bili že kar župniki, dekleta nune in to se je kar slišalo po hodniku. Vedno so bili nekaj nenavadnega. Čuješ ti, škof, kaj res za to, da se vi sploh piplate na roti vaše šole, morate 10 evrov vsaki mesec plačevati, ali kaj? Ma daj mi mir! Kaj to je tudi res, da vam že 10 let pravijo, da so tam preseli iz šole, pa še zdaj niste? Pobrigaj se za sebe! Če župnik, pa kaj ti čuješ, kaj ti jaz pravim? Nula, gledaj, tak buta. Lokacije na Zolajevi res nišče ne bo pogrešal. To je na nek način, bom rekel, življenjski sen gimnazije in vseh, ki v njej delajo, da končno pridemo v svoje prostore. Takoj po družbenih spremembah, ko je država poveljavila že takrat obstoječi dve gimnaziji Želimlje in Vipavo in ko se je ustanovil Šentvid na novo, ki je bil seveda vmes prekinjen, so tudi ti ljudje tu v Mariboru takoj dali pobudo in idejo, so rekli, a ne bi tudi v Mariboru bilo potrebno ustanoviti ene cerkvene gimnazije. Postopki denacionalizacije so se potem pod vladavino LDS-a zelo zavlačevali. Tako je nastalo 10 let našega bivanja
na Tezno. Objekta nismo mogli vrniti kar nekaj časa zaradi tega, ker ni bilo novih prostorov. Jaz se pač s tem ne morem strinjati, ker če bi gospod minister takrat isto tezo zagovarjal kot zdaj. Skromen je in on je pravzaprav zmagovalec te zgodbe. Vedeti morate, da dejansko noben profesor nima nobenega kabineta. To pomeni, da so vsi učni pripomočki v zbornici, to je v bistvu bolj skladišče kot en prostor, kjer naj bi se učitelji vendarle kaj med seboj pogovorili, pa tudi malo odpočili. Tajništvo je tako ali tako popolnoma neprimeren prostor, zaradi tega, ker je to prehoden prostor in jaz se velikokrat vprašam, kako tajnica sploh zdrži. Predmet Vera in kultura najprej predvsem želi motivirati mladega človeka, da bi si sam začel postavljati ta ključna vprašanja o smislu njegovega življenja. Zakaj je dobro, da imam nekoga rad, zakaj je dobro, da nekomu nekaj odpustim. Če se omejim zdaj recimo na duhovna srečanja, vsi dijaki jih zagotovo občutijo kot en velik plus. Le gre zagotovo za trenutek, kjer se zelo zbližamo, kjer pravzaprav se vzpostavi v vsakem razredu neka skupnosti. Medtem ko nas bo poraženec osrečil s tem, da po kosilu pomije posodo. Kakšne so prednosti poroke pred zunajzakonsko skupnostjo? Poroka je krona ljubezni, ne? Vse princom gre lepo, samo kraljem pa še lepše. Če pa mogoče ni ženski všečen dekliški primek, pa se poroči, pa hopa, pomatkaj. Vedno je, da imaš, 15 let si v zvezi, pa rečeš, je to pa je moj fant, ne? Moj. Če stari, kaj ti greš fiziki? Jube, so še ena. Po Murphyjevem zakonu je možnost, da zamudiš kuri, sorazmerna z strogostjo profesorja. Boste vedno našli okolja, ki bojo nagnjena k tako imenovanemu permisivnemu pristopu, ne? Se pravi, ker pač se stvari v največji možni meri tolerirajo, ne? In pa nek strožji pristop, kjer se pa relativno hitro poseže po sankcijah. Kaj je boljše, je pa pravzaprav v prvi vrsti odločitev staršev. Starši so tisti, ki se odločijo, kako bojo njihovi otroci vzgajani. Takrat sem jo ozrl. Nisem se več mogel upirati. Moral sem narediti korak naprej, v kantino. Ena žemljica še ni bila dovolj, zato sem si na bazarju vzel še kolaček, ampak v bistvu 2. Ne me basa, to še za en kolaček ni dovolj. Moram že šelnino. Jaz pa za petarde, kar tudi ni poceni. Okej, te pa ti dam muffin, na. Potem sem se namenil še v knjižnico, da bi med prosto uro prebral kakšno knjigo od Puškina, ker sem se želel podučiti o artileriji 19. stoletja. Konca letošnjega leta. No, otročiči, vivat, kreskat, floreat. Pogosto se rada pošalim, pa rečem naša mala knjižnica. In še eno misel, ki jo rada rečem, je to, da imamo vse, kar imajo veliki, ne? Medtem bi pa prosil, uspešna Mojca, da pobrišete tablo. Ne rada se obremenjujem s prostorsko stisko, ampak rada v danih trenutkih naredim, kaj se najboljše da narediti. In to mislim, da nam kar uspeva vse ta leta. O, Miha, ti imaš vprašanje. Ni nujno, da ravno umestno. Zanima mene, ker je bil včeraj v škavniki Bofrost. Kaj? Miha, ker razumeš, da po teh letih ti še ne znaš prve sklanjatve. To je bilo čisto normalno. Ampak ne morem pa razumeti, da ne veš, da v ščavnico hodi Family Frost. Na srečo se je ta dan vsled božičnice pouk končal prej. Ker če se ne bi mu najbrž sodil sam. Tako pa smo se počasi s prijatelji odpravili v škofijsko avlo na božičnico. Prtlažnik, pozabi smo malo že. Vato smo pozabili, pa. Ja, moramo še. Ja, pa Jan je še noter, rej. Ti je šut. Namesto koga roža cveti.
Za škofijsko gimnazijo je bil to konec desetletja, a začetek stoletja. Premiki v 10-letni zgodovini so bili veliki. Največji je bil tisti z Zolajeve na Vrbansko, kjer se boste pa lahko poštevanke učili tudi vi, dragi otroci. Jan, zakaj se ti napravljaš, da si odrasel, saj še niti šole nisi končal? Bla. Mami pravi, da te še matura čaka. To je res, ja. Samo z novo škofijsko nam bo to uspelo.